Življenjsko pot Igorja Karlovška zagotovo poznate, vsaj nekaj. Ne vem, kaj pravzaprav ta človek ni in na vseh področjih je uspešen. Odvetnik, pisatelj, scenarist, alpinist, svetovni popotnik, glasbenik, čebelar in mislim, da je to njegova najpomembnejša vloga, ne nazadnje dedek. Leta 2005 je dobil Večernico za mladinski roman Gimnazijec. Potem je pisal romane za odrasle na podlagi svojih izkušenj, predvsem družbeno-kritične. V zadnjih letih pa spet piše več za mlade in je bil 2-krat nominiran za Večernico, tudi letos. Za leto 2019 pa je pravkar prejel tudi svoji prvi 2 zlati hruški za prvi 2 knjigi zbirke Ognjeno pleme. O pobegu prvi knjigi te zbirke bomo govorili danes. Ko nam je na založbo poslal zasnovo zbirke in besedilo prve knjige, smo se strinjali, da gre pravzaprav za sodobno Pod svobodnim soncem, ki jo danes mladi težko prebirajo, pa imajo zato Pod svobodnim soncem za svojo generacijo, ki ima zdaj ta zbirka naslov Ognjeno pleme. Ta zbirka je šla brez pomoči Javne agencije za knjigo, od prvega dne pa smo na založbi to zbirko močno verjeli in prva knjiga je zdaj uvrščena v Cankarjevo tekmovanje. Prepričani smo, da bo ta zbirka med bralci dobro zaživela. Knjigo je ilustrirala mlada ilustratorka Marina Gabor, z ilustracijami pa smo želeli nazorno ponazoriti tisti čas in predvsem z zemljevidi kraje, kjer se zgodba dogaja. Zdaj pa kar k vprašanjem, nekaj ste jih poslali tudi vi. Najprej o tem, kako je pravzaprav pisatelj zastavil zbirko, kako si se odločil, da napišeš takšno zbirko in kako si izbral čas dogajanja. Zbirka je res nastala zaradi knjige Pod svobodnim soncem in nastala je zaradi moje želje, da mladim približam ta čas. Namreč v knjižnici sem opazil, da te knjige mladi ne jemljejo več oziroma da je zelo slabo berejo. In nekako se mi je zdelo, da bi bilo fino, če bi lahko pripravil eno zgodbo, ki bi bila njim blizu. No, in zato je pač na voljo veliko zgodovinskih podlag in meni je bila najbolj všeč ta preseljevanje Slovanov iz Zakarpatov sem v Slovenijo oziroma na področje, kjer zdaj živimo. In ta zgodba me je zanimala predvsem tudi mene osebno kot zaljubljenca v zgodovino. V tistem času je namreč, to je posledica, zakaj je prišlo do te selitve, je zgodovinsko utrjena in poznana. Šlo je zaradi tega, ker so zaradi selitve narodov, zaradi prodorov Hunov v to območje, ker je prišlo do pritiska na ena plemena, so seveda se morali ti drugi, na katerih se je pritisk vršil, umakniti. In jaz sem si poskušal predstavljati, kako je bilo v tistih časih življenje samo, kako so živeli in kako potem je prišlo do tega, da so se odločili za takšno pot. Namreč prehoditi peš, brez obutve, brez strehe nad glavo, brez zagotovljene hrane, toliko daleč, verjetno je to trajalo leta in leta, to je velik podvig. No, in da bi to približal zdaj mladim, sem moral najti tudi mlade junake in ti mladi junaki je ta peterica, se pravi trojčki plus 2 dekleti, ki igrajo pomembno vlogo oziroma so glavni junaki te moje zgodbe. Bi še nekaj v tem času. Mimogrede,
Vsaka od knjig v tej zbirki ima spremno besedo poznavalca tega zgodovinskega časa Mihe Poharja. Kaj pozitivnega in negativnega prinaša takratni čas v primerjavi s časom, v katerem živimo? To je bil čist en drug čas. Že samo življenje je bilo zelo kratko, življenjska doba, pričakovana življenjska doba, verjetno tam okoli 30 let ali še manj. Pomanjkanje hrane, potem naravne nesreče, vojne, upadi plemen, vse to je bolezni, ki jih niso znali zdraviti, vse to je v bistvu vplivalo na to, da so včasih izginila tudi cela plemena. No, poskušal sem si zamisliti, kako je, če živiš nekje, kjer nimaš dostopa do zdravil, kjer nimaš dostopa kjer ni nobene komunikacije, kjer si odvisen res od svojega znanja o preživetju in kako je, če nič ne veš, kaj bo potem. Nam je lahko zdaj razmišljati za nazaj, kako so se Slovani selili, ampak ko so pa oni živeli in ko so živeli ti moji junaki, je bilo pa vse naprej nepopisan list. Vse, kar se bi lahko zgodilo, je lahko šlo v eno ali drugo smer. In ta čas sem hotel ujeti in to njihovo razmišljanje. Postavil sem jih pa v čas 6. stoletja, zato ker je bilo to eno stoletje, v katerem se je zgodilo pravzaprav največ in je bilo tudi najbolj zanimivo, zaradi tega, ker Slovani so dolga stoletja prihajali na to področje, ampak nikoli niso bili najbolj pomembna sila v tem prostoru. Nekako so se pretihotapili sem zaradi tega, ker močnejša plemena, kot so bili recimo Obri oziroma Avari, v moji knjigi jih imenujem Obre, so bili močnejši, vojaško pomembnejši in so pravzaprav vladali Slovanom. Ampak Slovani so vseeno s svojo vztrajnostjo, svojo življenjsko energijo in močjo vendarle obstali, medtem ko Obri niso. Vse to sem poskušal tudi pokazati in prikazati v tej svoji zbirki. Ko smo vas v soboto pozvali, da nam pošljete vprašanja, je gospa Tjaša poslala zelo preprosto vprašanje, ki pa nas res vse zanima. Kako si predstavljal izgovor imena Ognjen ali Ognjen? Ja. Poudarek na glas na O ali na E. Ja, to je v bistvu besedna igra, ne. Ognjen je, ker je v bistvu sinonim za plamen. Ampak njegov sin je plamen, zato je on Ognjen, ampak ker se tako ne izgovarja, je v mojih mislih potem izgovorjava Ognjen. Čeprav je to zdaj, bi rekel, da bi lahko kdo imel to za hrvatizem, ampak v tistem času ni bilo delitve na plemena. Slovani so bili Slovani, ki so zajemali celotno populacijo in trudil sem se, da stranske osebe v mojih teh knjigah nosijo tudi poljska, češka in druga imena. Prej si že omenjal literarne osebe. Kako si jih izbral in kaj naj bi prinesle mladim 21. stoletja? Kakšna je njihova vrednost glede na življenje sedanjih mladih? To je tisto, kar sem hotel prej povedati, mogoče nisem najbolj uspel. Mladi v kateremkoli trenutku življenja so enaki. Tako kot začnejo, ne, ko so otroki se rodijo brez greha, ne. Šele potem dobi različne lastnosti in pa različne, obnaša se tako, kot je okolica pripravljena in ga je pripravljeno življenje in tako naprej. No, ti moji junaki so lahko danes junaki tu med nami, samo so prestavljeni za približno 1400 let nazaj. Ravno tako ne vedo, kaj bo z njimi, tako kot mi danes ne vemo, tako kot moji junaki niso vedeli takrat, kaj jih čaka za ovinkom, tudi današnji učenci, ki bojo prebirali te knjige, ne vejo, kaj jih čaka zaradi covida jutri. Se pravi, vedno živimo mi danes z mislijo na danes in kaj bo jutri, in ti junaki imajo enake težave, kot jih imajo vsi tisti, ki to knjigo berejo. Se pravi, poskušam
tiste univerzalne vrednote, za katere upam, da jih bojo imeli in da jih imajo naši bralci, jih prikazati pri teh mojih junakih. Vzdržljivost, pogum, pomoč drug drugemu, boj za skupnost, iskrenost, vse tiste lastnosti, ki naj bi krasile mladega človeka, so pri mojih junakih z upanjem, da bojo postali vrednote mojih bralcev. Kako si jih pa izbral, teh 5 mladih junakov? Ko sem se peljal zdajle sem razmišljal, da verjetno je bila neka podzavest, ne? Pa sem zdajle šele spomnil se, jaz sem rojen v 5-članski družini, imam dvojčka, tukaj so trojčki, pa imam 2 sestre, ena je črna, ena je blond. Mislim, zanimivo, da sem pravzaprav, pa sploh nisem razmišljal o tem, ko sem pisal, ne? Meni je glavni lik mi je bila Ajda, ki je zdravilka, ki je nosilka ideje o pomoči drugemu, ne glede na vse. In pa njen kontrapunkt, njena sestra, polsestra, ki pa ima drugo univerzalno lastnost, da ima vse rada in imajo tudi njo vsi radi, vključno z živalmi. Ta nasprotje tem dvem ženskemu polu je pa moški, ki je usmerjen v vojskovanje, bojevanje, dokazovanje poguma, branjenje družine in tako naprej. In pravzaprav so to vse tiste lastnosti, ki so v naši družini bile fantovske lastnosti proti dekletoma, ki sta bile pa bolj pametne. Gospa Majda Lesjak nam je poslala naslednje vprašanje. Ali so vse glavne književne osebe le plod tvoje domišljije ali so katere nastale na osnovi resničnih zgodovinskih oseb? Nobene od glavnih junakov nisem vzel iz zgodovine, ampak vse stranske. Se pravi, otroci in Ognjen so izmišljene, seveda vsi sorodniki. Medtem ko so pa poveljniki oziroma poglavarji ljudstev tistega časa zgodovinske osebnosti. Tako je zgodovinski rimski cesar, zgodovinska osebnost je potem njegov nasprotnik, ki ga v 3. delu tudi spravi sveta. Potem je poveljnik Obrov, Kagan je zgodovinska osebnost. Zgodovinske so vse tiste osebe, ki so potem v nadaljevanju povezane z medicino. Ampak zdaj, ko govorimo samo o pobegu, lahko rečem, da ni v njih zgodovinskih osebnosti, ampak so samo izmišljene. Torej, na zgodovinske osebnosti naletite predvsem v naslednjih knjigah. 3 so izšle, 2 pa še čakamo, ne? S tem, da je ta 4. že napisana in oddana in v proceduri izdaje. Kraj dogajanja je seveda povezan z dogodki v času dogajanja, a vendarle, kako si izbiral kraje dogajanja? Ja, zdaj za ta pobeg, ne, sem si pogledal te stvari pravzaprav, kako so ustrezale dogajanju. Jaz sem videl, da te mladi, če jih pošljem čez celino, bojo hodili predolg, ne, bojo med tem pohodom odrasli. Tako sem moral zbrati vodno pot, ne, ker so pa Slovani živeli ob Dnepru pa ob Dnestru, se odločil, da ob eni od teh rek naredim tako njihovo bivališče, pa kot potem tudi zadnja 2 prizorišča, Ilova tkan pa Dnepr ozera. Bogovi so imeli v času življenja Slovanov veliko vlogo. Kako in kdaj se kažeta njihov pomen in vrednost v tej zgodbi, v pobegu? No, pravzaprav sem se poskušal živeti v tisti čas in sem razmišljal, kako je človek, ki ni razumel naravnih pojavov, bil odvisen od tega, da je vse, kar ni razumel, pripisal neki božanski moči, ne. In mi ni bilo potem težko vzeti ta politeizem, ki je bil pri Slovanih, in ga nekako peljem skozi vsa ta dogajanja ob strani, ni odločilen
da posežejo v dogajanje, ampak je vedno prisoten, pa vedno neka misel, da bi lahko določene sile pomagale tem otrokom, ki bi v bistvu v resnici ne bi preživeli takega potovanja. Kaj se ti zdi, da so bile prve pomembne prednosti ljudi tistega časa? Čemu so namenjali največ pozornosti in skrbi? Kaj od tega je ostalo ljudem današnjega časa, česa pa ni več? No, to sem tudi velikokrat razmišljal, zato ker sem tudi sam poskušal določene stvari predelati, ne. Sicer moj opus nekako tale zadnji Preživetje, tale serija, pa potem tudi naprej temelji na tem, ne. V tistem času niso imeli nobenih teh skrbi, ki jih imamo mi, ne. Se pravi, 90% balasta, ki nas teži, ga takrat ni bilo. Najbolj, kar jim zavidam, je to, da so imeli ves čas na svetu, ne. Oni niso imeli ob 8 dnevnika ali pa ne vem, da je zdaj ob 7, ne, pa niso imeli težav z internetom, pa niso imeli težav z elektriko, imeli so samo težavo, da se preživijo. Se pravi, da so, če so uspeli nabrati čez poletje dosti hrane, so preživeli zimo, če so imeli zalogo tolšče okoli svojega trebuha ali pa dosti veliko kaščo, ker se ni pokvarila hrana, so preživeli, drugače pa niso. Zelo preprosto, kadar so zboleli, so umrli. Bilo je življenje zreducirano na tisti preživetveni minimum zelo blizu živali, ne. Dokler so bili močni, so obstajali, ko so oslabeli, jih pač ni bilo več. Kaj je bilo dobrega? Dobrega je bilo to, da so imeli popolno svobodo odločanja in da so imeli popolno svobodo moralnega odločanja, kaj je dobro in kaj ne. Če ni bilo dobro za pleme, so tisto osebo izločili. In vedno je bilo, individualizma praktično ni bilo. Ne mislim, da je to dobro, ampak je bilo pa to boljše kot zdaj, ko si pa prisvojimo ravno kontra, ne, pa ne bi rad o tekoči politiki govoril, ne. Ampak če bi odločil še enkrat, ali bi se zdaj rodil, ali pa 1400 let nazaj, ne, seveda bi se zdaj, ker sem ustvarjalen in bi rad še nekaj naredil v svojem življenju, ampak lažje je bilo pa takrat živeti. Na prvi pogled tako različni, a hkrati podobni sestri. Kako se je kazala njuna moč, pogum, predanost in kako sta bili povezani? Ti si omenil, ena črna, ena blond, ampak tukaj je še veliko drugih stvari zraven. V čem vidiš vrednost njunega odnosa? Ja, v bistvu je to ženski pol moje zgodbe, ki je pa razdeljen na pol. Lastnosti ene in druge so takšne, da se dopolnjujeta. Čeprav imata univerzalno vrednoto pomoči, sta vendarle popolnoma različni, ta njuna različnost se potem kaže tudi v nadaljevanju, ko ena želi postati mati, druga noče in tako naprej, ne. Kako se kaže, bi rekel, v tem, da je starejša je tista, ki je voditeljica, ki je odločilni faktor in ona odloča, kako in kaj, medtem ko se ta mlajša sestra vedno podreja, rade volje, brez upora, ampak vedno tudi pomaga. Ni odločujoči faktor, ni tista, ki bi svoje mnenje vsiljevala, ampak ga vedno sprejme sestrino mnenje in ji pomaga in s tem pravzaprav krepi njeno vodstveno funkcijo te ajde. Ne morata biti obe zdravilki, ampak Mila je tudi pripravljena pomagati, ne odreče pomoči, čeprav se na to sploh ne spozna. Takrat, ko operirajo tega Heimharja, ne. Ona je pa bolj usmerjena v to univerzalno, ne samo človeško, da samo ljudem pomaga, ampak ona je bolj kot nek univerzum, ki je dober do vseh,
do kamna, do živali in do rastline in do človeka. Kaj pa fantje, še o fantih kaj povej. No, fantje so meni zelo všeč, ne, zato ker so borbeni, ker so zelo premočrtni, ne razmišljajo, ampak najprej udarijo, pa pol razmišljajo. Ne. Seveda se trudijo hitro odrasti, ne. Vse imajo tisto osnovno željo, ko so imeli vsi fantje, ko so bili stari 12 let, so hoteli biti star 18 let. Ne. Da bi čim prej odrasli, da bi čim prej dobili brke, čim prej dobili mišice, da bi čim prej se lahko stepli fajn, pa zmagali v boju. Vse to je tisto, ki je pač fantom imanentno in jaz upam, da sem zadev to njihovo bit v teh knjigah. Seveda, pa mi je lažje bilo kasneje, ne, v drugem, tretjem delu, ko so že bili malo starejši, so tudi pridobili na svoji moči in na spretnosti. Ampak tukaj v prvi so pa zelo še tako otroči in ravno to mi je bilo všeč, ker sem videl, da sem vsaj po mojem prepričanju to otroškost in pričakovanje odraslosti dobro zadev. Vsak pa ima svoje dobre in slabe lastnosti, ampak vedno pa držijo skupaj in tista ljubezen med njimi, ko se izgubijo, pa se spet srečajo. To je tak nekaj, kar je v meni vedno bilo doma, zaradi tega, ker sem imel dvojčka, pa še starejšega brata in to mi ni bilo težko preliti v papir. Ne. Bojevniki torej. Ja. Slovanom ni primanjkovalo poguma, ne? Si zapisal. Kakšen vodja pa je bil Ognjen v primerjavi z ostalimi vodji? Ja, Ognjena sem poslal v tej svoji zgodbi, da so ga staroste poslale na zahod, da se je izučil v vojaški obrti. Ne. In Slovani so, kakšni so bili bojevniki, lahko izvemo nažalost samo iz tistih opisov, ki so jih njihovi nasprotniki opisali. Ne. Oni so jih opisali kot krdelo, krvoločno sicer in zelo pogumno, ki so napadali frontalno, metali pač kopja in tolkli z gorjačami, niso pa ravno veliko uporabljali za svojo obrambo. Ta slika se je spremenila, ker drugače oni so po tem kasnejših dobi osvajanja tega prostora proti zahodu uporabljali tudi oblegovalne naprave, znali so obleči kakšno verižno srajco in tako naprej. Torej, iz zgodovinskih virov lahko vidimo, da so vendarle, da niso kar tekli naprej po pilih ura, ne, ampak so se izobrazili tudi vojaško zaradi tega, ker so jih verjetno tudi porazi prepričali, da morajo spremeniti svojo taktiko. No. Iz tega zgodovinskega dejstva sem nekako črpal, kakšen bi bil poveljnik, ki bi znal ukrotiti te sicer močne in pogumne vojake in jih pripraviti na to, da bi zavojevali ozemlje, ki so ga pa brali najmočnejši vojaški umi tistega časa. Recimo, cesar Mavricij je napisal vojaško knjigo, v kateri tudi sicer malo omenjam, tukaj v eni in drugi knjigi, kjer točno opisuje, kakšno taktiko in kako so se Slovani borili. Potem tukaj imamo na zahodu so Germani, pa so Romani, se pravi zelo močna vojaška plemena, kasnejši narodi, ne, takrat govorimo o plemenih, ki so bili zelo vojaško organizirani, imeli so svoje plemstvo, medtem ko Slovani pa niso imeli tega, niti plemstva, niti niso imeli poveljniškega kadra. In to je bila največja razlika med njimi, ne, ker vodili so jih staroste. In jaz sem ta konflikt zgodovinski pravzaprav že v prvi knjigi nakazal. Ne. Staroste so nosilci nekega konzervativizma, se pravi, oni se odločajo na podlagi tega, kaj je bilo včasih in kako so včasih delali. Ne. Sej naši očetje so tako in tako delali, bomo mi tudi. Ne. Medtem ko je pa Ognjen modern človek iz zahoda, izučen in izobražen, celo zna brati in je seveda čisto drugačen tip poveljnika, ki pa prisega na individualizem, ne, na lastno odločitev, lastne izkušnje in svoje svetovalce.
In seveda pride do konflikta, ki pa nujno se nagne v korist Ognjena, zaradi tega, ker če Ognjen ne bi zmagal, nas ne bi bilo tu. Zdajle mi je prišlo na misel, da te nisem še nikoli vprašala, kako si pravzaprav študiral za pisanje te zbirke. Koliko let prej si prebiral zgodovinske knjige, si jih tudi vmes preučuješ, Ja. pravzaprav koliko let že živiš to zgodovino? Ja, pravzaprav od malega. Jaz sem, kadarkoli sem uspel kaj najti, sem, recimo, največ mi je povedal tukaj na tem slovenskem področju Grafenauer. Ta je veliko napisal, potem pa tudi drugi viri, pa tudi kakšni Poljaki pa Rusi so se s tem ukvarjali, ampak zanimivo je to, ne, jaz sem zmeraj poskušal z nekim praktičnim primerom. Koliko vojakov so imeli Slovani? Koliko vojakov so imeli Obri? No, recimo sem odkril v nekih zgodovinskih virih, da so imeli Obri 30.000 konjenikov, ne. Oni niso imeli pa žensk, ne, in so se poročali s Slovankami in v bistvu, čeprav so bili oni nadvladujoči faktor v tej Panoniji pa tu, so se vendar v bistvu skozi življenje in skozi tega, ko so otroke Slovanke učile govoriti v slovanskem jeziku, so se poslovanili, ne. In so v bistvu Obre zbrisali iz zgodovine, ne. Seveda tudi ta poraz, ko so Obri so skozi sanjarili, da bojo enkrat podrli Konstantinopel, ne, in 625. leta so napadli skupaj s Slovani ta ogromno obzidje. Slovani so tukaj potegnili zelo kratko, ker so po dogovoru med poveljnikom Obrov so napadli v Zlatem rogu, prav tukaj, kjer se dogaja pol drugi del, in so jih potopili, ne. Te Slovani zelo velike izgube imeli, ampak ta poraz je pravzaprav potem kralju Samu dal možnost, da je Obre nadvladal, ne. Ampak hočem reči, toliko zgodovinskih dejstev se šele zdaj odkriva za nazaj, pa vedno nova in v bistvu pa meni vedno najbolj zanimivo, kako so živeli, kaj so prijeli v roke, koliko jih je bilo, koliko časa je trajalo, da si peš prišel od Donave recimo do Ljubljane, pa taka praktična vprašanja. In tako, življenje, zgodovina za mene je nekaj čisto živega, ne. Nekaj, kar me grozno zanima in seveda sem, to se upam, da vidite v teh knjigah, posebej, zdaj bi lahko govoril 2 dni o tem, kako medicinsko znanje, ne, ki ga pripisujem Ajdi, kaj so znali pravzaprav Rimljani, kaj so znali zdravniki na vzhodu, kaj so sploh znali, ne, recimo tak super film je bil ali pa knjiga o tem kak je že bil Vrač, ne, oziroma ko pripoveduje, kako je en Anglež šel se učiti v Arabijo, pravzaprav Isfahan k tej Aviceni, Avicena je prevod, ne. Ko oni niso odprli človeka, ne, oni so zdravili tako, da so razmišljali, kako je noter, niso ga pa upali odpreti, ker jim je vera to prepovedovala, ne. Ta Anglež je pa lepo seciral, ga pa pogledal in pa so ga obsodili na smrt, je pa on še vedno vprašal njegov učitelj, ti kaj si pa videl, ne. Mislim, znanje je tisto, ko te žene naprej, ne, in tudi znanje zgodovine in medicine in upam, da sem bil zanimiv, ne. Tukaj sem odprl en primer, en problem, ne, problem bolezni trebuha, ne, se pravi slepič, ne. Ta je bil, če si predstavljate, smrtna bolezen, to do zdaj, ne, praktično do zdaj. Če je kdo dobil slepič, ga niso znali pozdraviti leta 1800, ne, 1850 ne, pa tudi 1900 mislim, da še ne. Ampak slepič so imeli pa vsi skozi vso zgodovino, ne. Ja, zdaj sem malo zašel, ampak. Ne, nisi zašel, zelo zanimivo je to. In tudi
v knjigi se najde marsikaj toliko zanimivega, kar nam tudi mogoče danes kaj prav pride, ne. Ja, upam. Ja, škoda, da ne govorimo o celi zbirki, ne, ker jaz imam Ja. celo zbirko v glavi, Ja, vključno seveda, s koncem, ne, seveda. 5. knjige, ampak Ja, tukaj govorimo samo o prvi prvi, ja. in upamo, da bo kdo posegel še po drugih Ja, knjigah. saj to je moj namen, da bi. Staroste, ne. Zapisal si, kaj če se staroste odločijo, da. Kako si razumel, sprejemal njihove odločitve? Kako so vplivale na potek zgodbe? Katero bi izpostavil kot ključno za potek zgodbe? No, glede starost, ne, Slovani niso imeli plemstva. Se pravi, v stari domovini ni zaradi tega, ker ni nikoli prišlo do viška hrane, vedno so se borili za preživetje. Višek hrane pravzaprav pripelje do nekega materialnega nadomestka, torej denarja, in denar potem pomeni vzpon nekoga na nek višji položaj, da odloča o družbi ali pa da odloča o tistih v plemenu. Ker tega ni bilo, oni niso imeli plemstva, je moral nekdo odločati. No, in odločali so, kar vemo iz zgodovine, staroste. Najbolj modri ljudje, ki so se zbrali, pa pač odločili, kako bojo živeli naprej, kaj bojo naredili. In ta način je sicer demokratičen, pa mogoče tudi uspešen v določenih enakih pogojih, v enakem času, na enakem kraju. Ampak ko pride do družbenega preloma, ko pride do tega, da se je treba premakniti, mora biti pa vodja bolj elastičen, bolj sposoben sprejeti odločilne odločitve zelo hiter. Se pravi, biti bolj pogumen, ne. Te staroste sem prikazal, tako kot sem prej rekel, bolj konzervativne in so v bistvu njihovega odločitve je bila pravzaprav ta, da ne dopustijo, da bi nekdo zrasel nad njih, da ne dopustijo, da bi nekdo v svojem imenu lahko odločil o usodi vseh plemen, vseh bratstev, ker oni so bili razdeljeni na bratstva. In to je pravzaprav bistvo tega razkola med Ognjenom pa starostami, ne. Ognjen je zrasel, Ognjen, ko je imel 1000 ljudi, on ni mogel priti v neko, bom rekel, bratstvo, ki je štelo recimo 20 hiš, v katerem je bilo recimo po 10 ljudi, ker so bili v bistvu vsi sorodniki, ne. Recimo 10 hiš ali pa 20 hiš Karlovškov, ne. Se niso jih mogli prehraniti. Oni so rabili večjo podporo. In te podpore niso mogli dobiti, Slovani so bili zelo razpršeni. Slovani niso imeli mest, niso imeli velikih središč, niso imeli trgovskih centrov, ne. Oni so živeli od danes do jutri po tistih zelo obornih zemljah in so se trudili, da jih izkrčijo, da so potem v 3 letih tisto zemljo pač iztrošili in so potem šli malo naprej, ne. In lahko so šli malo naprej, dokler je bilo malo naprej prostor, ko pa niso imeli prostora, so morali drugam. Ognjen je pa povečal število vojakov tako daleč, da je moral postati pravzaprav ropar, ne. On ni mogel čakati, da bo proso zrasel, da ga bo posadil, pa da bo potem nasitil vojake, on je mogel ukraditi, ubiti nasprotnika in tako je pač šlo v zgodovini. Zgodovina je pač zgodba o tem, kako en, ki je močnejši, ukrade drugim, ki je šibkejši, in šibkejši podleže. Slovani niso, ne, Slovani so eno redkih, ki so uspeli ostati. Če gledaš tiste, recimo, če samo prebereš Cezarjevo Debelo Galiko, on tam na 5 straneh potolče že 100 plemen, ne. Pa ko se bori z Germani, pa nekateri plemena pridejo dol pa prosijo ga za pomoč, pa pravi, ne morem vam pomagati, ne. In jih izbriše, ni jih več. In mi jih
poznamo nekih zgodovinskih imen, ampak ne poznamo niti enega več, kako je izgledal, niti kako je Gepit izgledal, niti kako so bili na naših področjih, kako so tavriski izgledali, ne vemo. Mislim, ne vemo, milijon stvari ne vemo. Ampak ogenj je modern. Zapisal si tudi, iskrica življenja v njem je še vedno tlela in želel si je življenja. Kdaj in kako se je kazalo v posameznih literarnih osebah volja do življenja? To se mi zdi zelo fajn, ker danes vsi nekaj obupujemo in dati mladim voljo do življenja. Je kdo kdaj obupal v tvoji knjigi, tejle ta prvi? V katerih trenutkih je življenje viselo na nitki? Ja, pravzaprav najbolj tako zelo imanentna je seveda usoda te babice Rade, ne. Babica je utrpela poškodbo, ki je v bistvu še zdaj smrtna, ne. Če si star človek z zlomkov, ki je zaradi tega, ker je pač rehabilitacija dolga in ker v glavnem dobiš pljučnico, ker pljučnico v tistem času ni bilo mogoče pozdraviti, pa še zdaj je težko pozdravijo, je bila pravzaprav obsojena na smrt, ne. Ampak in ona je tudi v enem trenutku obupala, ker je rekla, ajde, da naj ji pusti nož, ne. Ampak to ni storila iz tega, da bi svoje življenje skrajšala, ampak ni hotela biti v breme otrokom. Ne, in otroci so pa se borili za vsako življenje in tega seveda niso dopustili in Ajda je pomagala, pa so jo zrihtali in odpeljali. Nobenem od mojih otrok ne dovolim, da bi kar kapituliral, ne. Tudi Vuk, ko ostane sam, če si predstavljate, da si sredi zime, kjer je 2 metra snega okoli tebe, da nimaš nič v roki, da imaš samo en nož pa eno fračo, pa imaš platno okoli sebe, ne, ker v bistvu so oni imeli lanene pa platnene obleke, pa niso imeli oblek takih, da bi jih kaj zaščitili, pa ni obupal, ne, in je vseeno se boril do konca in se začudil, kako pa to, da še nisem mrtev, ne, ko se je zbudil tam v tistem igluju, ki ga je sicer sam naredil, tako bolj iz podzavesti kot zavesti. Ne, moji niso kvitarji, ne, moji junaki se borijo do konca in vsi se borijo do konca, ne. Kaj je v njihova življenja prinašalo radost, igrivost, občutek zadovoljstva, miru? Oni niso zahtevni, ne. V bistvu tudi v tistem času, v tistih časih za zadovoljstvo verjetno je bilo dosti, da si imel poln želodec, ne. Da si bil pod streho in da te ni ravno ogrožal ta prvi sovražnik, ki je bil za vrati. Se pravi, pripadnost drug drugemu, varstvo v okviru svoje družine in pa nek tisti minimum za življenjsko, za preživetje je bilo verjetno takrat nekaj, kar je že vzpostavilo pri njih zadovoljstvo. In seveda potem pa tudi, da so to, ko so to dosegli, so se tudi zahvalili tistim naravnim silam, ki so jih poimenovali božanske sile, da so jim to omogočili in so jih prosili, naj to še omogočijo tudi jutri, ne samo za danes. Ja, se opravičujem, me kar zanese, pa povzamem na mikrofon. Tale knjiga je namenjena tistim mladim, pravzaprav tisti starosti mladih, ki jih zdaj že zelo zanima ljubezen. Kaj pa ljubezen v tej knjigi? Ja, nisem pozabil na to, ne. Tako da, sam ni pa v prvem delu, ne. Na žalost, ker sem zaradi same zgodbe tega nisem mogel vpletiti not, ne. Nisem mogel še ženskih junakov predstaviti otrokom, tem trojčkom, ali pa moških junakov tem dvema dekletoma, čeprav pri Mili že poskušam, ne, nekako. Ampak v naslednjih delih se bo to potem potenciralo in bo pripeljalo tudi do izpolnitve, ne, ker če lahko rečem, ne, Mila je
potem postala mamica in njen sin je kralj Samo. Ta je pa zgodovinska oseba. To pa je, ne. Ko smo delali, ko smo začeli delati te knjige, te prvi, nam je malo, bom rekla, živce kravžljala Zemljanka, ne. Aha. Daj malo povej, kako je bilo to življenje z Zemljanke in tako naprej. No, Zemljanka je pravzaprav, če lahko povem, kako so Slovani živeli. Slovani so si na kakšni vzpetini naredili ravn prostor, na tistem ravnem prostoru pa so postavili zemljanke. Zemljanka je bivališče, ki je sestavljeno pravzaprav iz kolov, ker oni niso imeli časa, da bi sekali oreng debla pa naredili debla, kot so jih recimo pa iz debel stesali hiše, kot jih recimo vidimo, če gremo v muzeje Skandinavije tam iz leta 900 do 1500, ne? Ampak te kole so postavili tako, da so 1 meter segali v zemljo, potem so jih zasuli do te višine, ostalo so pa potem prikrili tudi s kožami, pa streho so s kožami prikrili, v notranjosti je bila steptana zemlja, na eni polovici je bil pravzaprav prostor za družino, kjer je bilo tudi ognjišče, ogenj se je sukal po naravni poti skozi odprtino v stropu, drugi del je bil pa običajno namenjen drobnici, tako da je živina in ljudje so živeli v eni in istem prostoru. V taki zemljanki je bila družina, širša družina, ne, se pravi oče, mati, tja do 10 otrok pa stari starši. Odvisno od tega, koliko je bilo, koliko je kosa kosila, ne, smrtna. Ajdi si v bistvu nekaj okrog vratu, ne? Ja. Daj še malo povej o tem, kaj to je, pomeni. pravzaprav je, Ajda je podedvala od svoje matere Astrid obesek, ki je bil simbol princese oziroma kraljevskega dostojanstva in ta Astrid je bila princesa iz rodu Tavriskov, ta okrasek je pa pravzaprav delo umetnika, ki je sklesal sliko, kot se vidi iz Ajdne, to je pa v Karavankah, je eno grobišče in neko naselje, ki je pripadalo tem Tavriskom in v tem 5. delu pridejo glavni junaki tja. No, in iz tistega kraja, kjer je zdaj Ajdna, to je Begunj gor v hribe, kar proti Roblekovem domu, tam se vidi ta prizor. Triglav, Blejsko jezero pa Pokljuka, se pravi gozdovi okoli, no. No, in ta slika, ki jo je ta umetnik vklesal v to okrasje, ki ga ima Ajda, je pravzaprav meni simbol tega, da se ona vrača domov, ne. In v 5. delu seveda tudi tja pride. Kaj pa Brunino držalo? Bruneno bodalo s slonokoščenim držalom pa z zelenimi kamni je tudi darilo njene matere. No, in to ima tudi vedno s sabo in se s tem orožjem se brani in se ubrani tu v Ilovatkanu, pa potem še naprej v naslednjih delih ji pomaga, kadar je v stiski. Tukajle mi je kolegica prinesla med najinim pogovorom, je bil tudi pogovor po spletu. Hvala vam za vse, kar ste napisali. Res me veseli tole prebrati, da ste zadovoljni, da prirejamo takšen pogovor oziroma takšna pogovora, da je knjiga všeč vam in mladim bralcem. Celo doktor Igor Saksida nam je napisal, da
je res vesel, da je knjiga všeč učiteljicam in učiteljem ter učenkam in učencem, da tekmovanje ima vendarle tudi zelo jasno bralno motivacijsko vlogo. Želi nam vsem vse dobro. Hvala. In pravzaprav med vašimi zapisi niti ne uspem najti vprašanj, ampak tole, ta zadnje vprašanje, ja, vidite, kako človek spregleda. Od kje imena za naselja Slovanov? Ilovit, Kan, Dneper, Ozero. Ja, Dneper, Ozero je pravzaprav rusizem, ne. Dneper je bila, torej jezero na Dnepru, ne, sem nekako v tisto obliko, kot sem si nekako zamislil, da je bil slovanski jezik v tistem času. Ilovat, Kan je pa pravzaprav tudi iz neke moje domišljije glede tega, kako bi takšen naselje na nekem vzpetini bil imenovan. Kan je bil, nekako mi je všeč kot cesarsko mesto, ne, ampak Kan je bolj v tistem času bližje, ker cesarje so imeli v Rimu, ne, tam pa Kane, ne. To se pravi, da so imena v glavnem svoje domišljije. Seveda so, ja. No, potem, ko pridejo v Grčijo, ni več, ne. V drugem delu, ko pridejo v Solun pa v Konstantinopel, so seveda realna imena, ne. Tukaj pa ne, ker nobenega materialnega ostanka nekih velikih naselbin ni, ne, razen nekih kolišč v raznih močvirjih pa tako, ampak nobenega imena ni ostalo, ne. Težko je najti staroslovanska imena. Jaz sem zdajle iskala za bodočega psička, pa nisem uspela še najti. Sprašuje gospa Maja Bajt, kako se izgovori Ajmehar, to si že zdajle večkrat povedal, in kako se naglasi Lasota. Ja, Sem jaz prav. Ja, tako. Lasota. Ja. Pa Ajmehar. Ja. Tako. Gospa Tanja Luštek je napisala: učencem in učenkam je všeč predvsem napetost, ki je prisotna v vsakem poglavju. To si se posebej trudil, ne? Ja, urednica je zahtevala. Ja. Univerzalne pozitivne vrednote, ki so aktualne tudi danes in s katerimi se mladi bralci še vedno radi poistovetijo. Zdaj te pa vprašam še to, kakšno sporočilo imaš za mlade bralce? Lahko samo nekaj rečem od začetka, pa pol odgovorim. Ena bralka, ki je zelo dobra bralka, je dala to knjigo svojim otrokom, mislim, da so malo še mlajši kot, in je rekla tako, ne, da je prvo poglavje majhen težko za njih, ne, da vsebuje veliko stvari, ki so mogoče 12-letniku neznane, in da je precej hud udarec smrt mame v prvem. Ampak da pol pa gre, ne. To sem rekel, to je bila težava, ki sem jaz imel tudi od začetka. Jaz sem hotel začeti udarno, ampak nisem mogel drugače vpeljati kot s predgovorom, s predigro, kako je sploh Ajda se rodila, ne. Kaj sem pa hotel bralcem? To isto, kar sem jaz dočutil, ko sem bral Pod svobodnim soncem. Takrat sem bil grozno ponosen, da sem Slovan. Zdaj sem ponosen, da sem Slovenec. Sicer imam imam RH faktor, se pravi 0 RH minus, to pomeni, da sem nekaj iz Baskije po krvi, ampak se čutim Slovana, ne. Jaz bi rad, torej s tem, neko, ne da smo mi vedno neki zadnji ali pa da smo manj vredni, hočem povedati, da morajo biti otroci ponosni, da smo mi Slovenci. Tukaj seveda govorimo o Slovanih, ampak jaz to kar enačim. Nas pa Rusov je 100 milijonov, ne. Ampak hočem reči, poleg tega, da so ponosni na to, kje živimo, ker živimo res enkratni deželi, po naravnih virih, po
povsem nismo še uničeni, nismo še preveč pozidan, da se še iti v naravo, da se biti sam, da se družiti. Super domovino imamo in moramo biti ponosni na to domovino in na sebe, na svoje sposobnosti. Noben nam nič ne bo dal, vse se moramo zboriti sami. No in te moji fantki, ne, pa te punce so se za vse zborile same, ne, in so spreminjale usodo celih narodov, ne, tako rekoč. Saj so pravzaprav, s tem, ko so pobegnile, so preprečili, da bi bilo preprečeno zavojevanje Ognjena, ki je uspel zavojevati ozemlje, kamor so potem lahko torej njegova plemena prišla, ne, kjer smo živeli, oziroma kjer zdaj živimo. Se pravi, ta ponos, nacionalni ponos po eni strani, po drugi strani pa individualne lastnosti, ne, ki so univerzalne, pogum, iskrenost, boj za svobodo, za pravičnost, enakopravnost tako med dekleti kot med fanti. Tako veliko je tega, da upam, da se bo vsaj kak drobec prijel, ne. Torej tudi, če smo majhni, če nas je za pol Manhattna, ne, Ja. Smo lahko najboljši. Ja, saj smo zmagali v založbi stalno dopovedujemo. Saj smo zmagali na košarki. Majhni pa Ja. se trudimo, da bi bili dobri, ne samo dobri, da bi bili odlični. Hvala, Igor Karlovšek, za poslušalce, gledalce. Imam pa še eno darilce. Vsi, ki nas poslušate, gledate, vam namenjamo popust pri nakupu katerekoli naše knjige, 15% popust do vključno četrtka. Če vpišete pri spletnem naročilu šifro Cankarjevi mentorji, skupaj napisano, brez presledka, pa C z veliko in M z veliko, torej Cankarjevi C z veliko, M mentorji z veliko začetnico. Torej do 22.10. vključno, če boste karkoli naročevali pri nas, vam odobrimo 15% popusta. Vesela sem, da ste bili z nami in srčno upam, da smo vam skupaj z Igorjem Karlovškom odgovorili na kakšna od vaših vprašanj, ki so se vam porajala med branjem knjige. Lepo vas pozdravljam v imenu Miš založbe in upam, da se še kdaj vidimo. V nadaljevanju ob 18. bo knjigo o dečku Brinu s Sebastijanom Preglom predstavila naša urednica dr. Gaja Kos. Hvala vam.